Spoštovani borci narodnoosvobodilne borbe, veterani vojne za Slovenijo, veterani društva Sever in tudi seveda vojni invalidi, spoštovani gospod župan in ostali predstavniki celjskega političnega in kulturnega življenja, drage občanke in občani. Najprej iskrena hvala organizatorjem za prijazno povabilo, da spregovorim na današnji slovesnosti ob dnevu upora, našem edinstvenem državnem prazniku. Prvoten pomen praznika je bil posvečen, kot vemo, Osvobodilni fronti in njeni enkratni zgodovinski vlogi. Kasneje je bil razširjen v enotno praznovanje narodovega upora proti vsem okupatorjem. Tako smo organsko povezali narodno-osvobodilno borbo kot frontalni spopad s fašizmom in nacizmom z našo osamosvojitveno vojno za samostojno državo Slovenijo. Brez zmagovite narodno-osvobodilne borbe in celotne antifašistične koalicije nas danes ne bi bilo tukaj. Slovenski narod bi bil zbrisan in razčlovečen, imeli bi povsem drugo Evropo, bistveno bi se spremenila tudi razmerja v celotnem svetu. V tistih usodnih časih se je velika večina narodov zavedala, da mora lastni fizični obstoj braniti z orožjem v roki, tudi za ceno tveganj življenj svojih sinov in hčera. Šlo je dobesedno za preživetje slovenskega naroda. In še več. Osvobodilna fronta je od vsega začetka postavljala v programu osvobodilnega boja zahtevo do samoodločbe slovenskega naroda in kar pomeni torej do državne suverenosti. Dotedanja prevladujoča zgodovinska zavest Slovencev v svoji majhnosti in nepomembnosti je doživela pravi preporod. Temu sta prispevala tudi znani Hitlerjev ukaz v Mariboru, povsem neposredno po okupaciji, ko je dejal, naredite mi to deželo spet nemško. In malo znani, premalokrat ponavljani Mussolinijev grobovniški izraz, ko je rohnel dobesedno, citiram, slovenski narod je treba uničiti z ognjem in mečem. Spoštovani, boj zoper nacizem in fašizem je bil tudi boj za civiliziran in pravičnejši ter boljši svet. Zato so se v zavesti naroda že takrat rojevale pomembne vrednote. Samozavest, domoljubje, ki raste v človeku in ga ni možno cepljati od zunaj na noben ukaz. Tovarištvo in solidarnost ter predanost kulturnemu izročilu. Prav s svojo odločnostjo, pogosto tudi fanatičnostjo in številnimi žrtvami si je slovenski narod izboril častno mesto med vsemi svobodoljubnimi narodi. Torej, pripadamo narodu zmagovalcev. K tej zgodovinski epopeji je dalo tudi Celje z okolico izjemen prispevek. Ne omenim samo prvo celjsko četo, številne žrtve talcev iz Starega Piskra in legendarno osvoboditev njegovih zapornikov, frankonovske žrtve in številne aktiviste ter organizatorje ljudskega upora in to v pogojih uničevalnega nemškega stroja na Štajerskem. Slabe vesti kolaborantov, ki so končali na strani poražencev v največjem vojaškem spopadu v zgodovini človeštva, ne morejo pozdraviti nobeni. Še tako politično nasilni poizkusi revizije očitnih zgodovinskih dejstev. O razlogih različnih oblik kolaboracije sicer lahko razpravljamo, vendar za samo kolaboracijo ni in ne more biti nobenega moralnega opravičila. Gre za moralno zavržno dejanje. Tudi vsega obžalovanja in obsojanja vredni povojni zunajsodni poboji, ki so se zgodili na slovenskih tleh,
pa tudi še v mnogih državah, zaveznicah proti Hitlerjeve koalicije, ne morejo razvrednotiti absolutno pozitivne vloge NOB, partizanstva in odločnega upora okupatorja. Samo spomniti se je treba, kako pogumno smo se uprli jugoslovanski ljudski armadi, ki je nameravala blokirati našo varnost in svobodno pot v samostojnost, tudi za ceno človeških življenj. Takrat in še danes odločno obsojamo celo vsakršno pasivno simpatiziranje z jugoslovansko ljudsko armado in takratnimi federalnimi organi. Kaj šele odkrito kolaboracijo? Osamosvojitvena vojna je bila drugi veliki prelom v naši zgodovini. Kljub temu, da nam je bil na začetku zunanji svet pretežno nenaklonjen. Toda dokaj hitro je mednarodna skupnost dojela našo plebiscitarno voljo, demokratično naravnanost, privrženost evropskim integracijam in posebno pripravljenost, da tudi življenji branimo svojo neodvisnost, svobodo in demokracijo. In tu moram, družinski tovariši, pristaviti še svoj diplomatski lonček. Samo zgodovina, samo zmagovita osamosvojitvena vojna ni bila dovolj za avtomatsko mednarodno priznanje nove države. Imeli smo pač veliko srečo, da je k temu splošnemu pozitivnemu obratu mednarodne skupnosti pomembno prispevalo še vrste dejavnikov, naprimer splošna atmosfera po padcu Berlinskega zidu, agresivna Miloševićeva politika, odločna podpora nekaterih držav, naprimer Zvezne republike Nemčije, Avstrije, Vatikana, Slovencev po svetu, zlasti v ZDA in še bi lahko naštevali. In seveda prodorne in premišljene aktivnosti slovenskih diplomatov, posebej v obdobju od julija 91. do 22. maja 92. ko je bila Slovenija končno sprejeta v Organizacijo Združenih narodov. Spoštovani, v prvih letih novorojene države se nismo niti približno predstavljali. Kljub velikim začetnim socialno-ekonomskim težavam, zlasti po takojšnji izgubi jugoslovanskih trgov, da se bomo 20 let in več kasneje znašli v vrtincu največje krize po osamosvojitvi. V dobršni meri in po lastni krivdi. In to kompleksne krize, ne le gospodarske, finančne, marveč tudi socialne, politične, moralne, etične. Torej krize vrednot od elementarnih, ki so že dominirale v narodno-sodilni borbi, ampak tudi tisto smo začeli rušiti, kar smo sami zapisali v lastno ustavo ali pa smo prevzeli z evropsko zakonodajo. Poleg globalne krize smo notranje vzroke že zdavnaj razgalili, poznamo jih že na pamet, absolutno zamujamo pa pri njihovem radikalnem odpravljanju. Naj omenim samo nekatere. Neučinkovita pravna država, podivjani pohlep in razraščena korupcija, vladavina strankarskih vrhov, neučinkovito upravljanje državnih podjetij, benigni, nadzorni in inšpekcijski mehanizem. Šele kulminacija krize in ostre, tudi delno ekstremne in neopravičene posplošene zahteve vstajnikov, nekaterih skupin vstajnikov in aktivnost protikorupcijske komisije, vse to je šele sprožilo nekatere radikalnejše spremembe vladajoči ekipi. Pojavile so se tudi prve odmevnejše obsodbe, sodbe skorumpiranih podjetnikov. Zdaj pa želim posebej poudariti naslednje. Če smo mednarodno sodilno borbo obsojali vse vrste domačih izdajalcev slovenskega naroda, moramo danes, predvsem naša pravna država, zagotoviti pravično in hitrejšo obravnavo ter sojenje vsem novodobnim izdajalcem lastne države in njenih institucij, kriminalcem, prevarantom, izkoriščevalcem delavcev, kroničnim lažnivcem, utajevalcem davkov in preprosto rečeno roparjem državnega premoženja.
Pred tedni smo dobili novo začasno vlado, ki mora v letu dni sprejeti vrsto zahtevnih ukrepov, predvsem za konsolidacijo javnih financ, sanacijo bančnega sistema, učinkovitejše upravljanje z državnim premoženjem, ter tudi začeti z prvo fazo oživljanja gospodarske rasti. In to pod posebnim povečevalnim steklom mednarodne, zlasti finančne, posebej pa domače javnosti. Preprosto rečeno, na koncu, voda nam že teče v grlo. Hudič je vzel šalo, kot pravijo. Niti časa ni za neke velike razprave, še manj za nove napake, tudi tiste na kadrovskem področju. Res, da je neodgovornejša vlada, vendar ima tudi opozicija velik del svoje odgovornosti. Gre za torej nacionalni projekt, ki naj odstrani vsakršne možnosti, da se tako imenovana trojka zažre v naše gospodarsko in še posebej socialno tkivo. In to z jasnim ciljem zaščititi predvsem interese tujega kapitala. Konkretni uspehi vlade ne bodo le najboljši odgovor tujim finančnim trgom in Bruslu, temveč bodo vsaj delno pomerili tudi vstajniško gibanje. In tudi, če bo vlada z nekaterimi kratkoročnimi ukrepi vsaj o podpori državnega zbora prisluhnila vsaj nekaterim upravičenim zahtevam vstajnikov. Nujno je torej zavedanje, da potrebujemo vse kreativne sile naroda, ne glede na zgodovinske razlike in ne glede na razlike v svetovnem nazoru, če želimo ne le čim prej iz krize, temveč si tudi zagotoviti dolgoročno mesto med najrazvitejšimi evropskimi narodi. Spoštovani, na koncu ob državnem prazniku upora vedno znova poudarjamo in moramo poudarjati našo globoko hvaležnost borcem in aktivistom narodnoosvobodilne borbe ter veteranom vojne za Slovenijo za obe zgodovinski zmagi. Njihova samozavest, odločnost, upornost nas morajo voditi, posebej njihov tudi pogum, nas morajo voditi v odločilnem spopadu s krizo za pravičnejšo, uspešnejšo in resnično demokratično družbo. Vsem iskrene čestitke ob državnem prazniku Dnevu upora. Hvala.